Prešeren je slovenski narod stoletja sanjal o svoji lastni državi, kjer bi živeli v edinosti, sreči in spravi. Svoje sanje o lastni državi smo si prisanjali. Toda desetletja kasneje smo se kot narod znašli pred hudo preizkušnjo in težkim vprašanjem. Ali bodo naše sanje trajale tudi v prihodnje? Ali bo naša domovina varna tudi za prihajajoče rodove? Slovenke in Slovenci si zaslužimo dostojno življenje v varni in mirni državi. Zaslužimo si vlado, ki bo storila vse in še več, da zavaruje interese naše domovine in naših ljudi. Ker vlada Mira Cerarja sprejema ukrepe, ki naši državi škodujejo, ne pa koristijo, in ki bodo imeli katastrofalne posledice za našo prihodnost, smo se danes zbrali na tem mirnem protestu. Od vlade Mira Cerarja zahtevamo, da na področju migrantske politike začne sprejemati ukrepe, ki bodo v korist slovenskega naroda, ki bodo pomagali preprečiti, da bi val nasilja, ki smo mu priča širom po Evropi, dosegel in prizadel tudi Slovenijo. Kajti gre za vprašanje naše varnosti in vprašanje obstoja naše domovine. Včas mi je, da lahko pred mikrofon povabim človeka, ki premore ogromno znanja z različnih področij. Človeka, ki ima izjemen analitičen pogled v probleme naše družbe in ki hkrati zna predlagati ideje in rešitve, ki stvari dejansko spreminjajo na boljše. Dvakratni minister, član številnih domačih in mednarodnih strokovnih združenj, vodja strokovnega sveta pri predsedniku Slovenske ljudske stranke, profesor dr. Andrej Umek. Ja, najlepša hvala za tak lep uvod. Drage zborovalke, dragi zborovalci, lep pozdrav in hvala, da ste prišli. Hvala, ker si prizadevate ustvariti lepši jutri, ne samo zase, temveč za vse Slovence in za bodoče generacije, za vso Slovenijo. V zadnjih letih se je na mejah Evrope zbral večmilijonski imigrantski val. Dober milijon jih je že bolj ilegalno kot legalno vstopilo v Evropsko unijo. Dodatni milijoni pa še čakajo, da jim bodo sledili. Ta imigrantski val ogroža vse članice Evropske unije, ene bolj, druge manj. Vsakomur je lahko jasno, da Evropska unija tako številčnega imigrantskega vala tudi pri najboljši volji ne more integrirati gospodarsko in kulturno. Če bo Evropa še naprej dopuščala neomejeno doseljevanje ljudi iz Bližnjega vzhoda in Severne Afrike, bo to pomenilo konec evropske družbe, kot so jo naši predniki gradili skozi stoletja, družbe demokracije, spoštovanja človekovih pravic, pravne države, družbe ekonomskega, vsaj relativnega blagostanja. Vendar Slovenci, Slovenija in Evropska unija niso ogroženi le zaradi imigrantskega vala samega po sebi, temveč tudi zaradi neustreznega oziroma nezakonitega odziva evropskih vlad na ta val. Pri tem je odgovornost slovenske vlade za njeno nezakonito obravnavanje imigrantskega vala še posebej velika. Naša meja s Hrvaško predstavlja zunanjo mejo šengenskega območja. Slovenska vlada torej ne nosi samo odgovornosti za Slovenijo, za nas same, temveč tudi za Evropsko unijo in njene integracije. Danes smo se tukaj zbrali, da bi jo na to opomnili. Slovenci se zavedamo, kateri dokumenti so potrebni za prestop zunanje šengenske meje. Še veliko bolj pa se bi tega morala zavedati vlada in njeni obmejni organi in ustrezno ravnati. Ravnati bi morali skladno s pozitivno slovensko in evropsko zakonodajo. Ta mora veljati za vse, za nas in za tujce.
Kam nas bo pripeljala vlada, ki krši zakonodajo lastne države? Naši predniki so stoletja hrepeneli po neodvisni Sloveniji. Preživeli smo črna leta fašizma, nacizma in komunizma in hrepeneli po demokratični in pravni državi. SLS je od samih skromnih začetkov leta 1988 prizadevala za vzpostavitev neodvisne, demokratične in pravne države. Države utemeljene na evropskem humanizmu. In uspelo nam je, saj mislili smo tako in verjeli v to. SLS se tudi danes zavzema za demokratično in pravno državo, utemeljeno na evropskem humanizmu. Zato za nas to niso prazne besede. V takšni državi hočemo živeti in humanistična načela uresničevati v interesu tako sedanje, kot tudi bodočih generacij Slovencev. Sedanja begunska kriza ruši temelje pravne države. Slovensko vlado zato pozivamo, da preneha spodbujati destrukcijo slovenske demokracije in pravne države, ter da na slovensko-hrvaški meji dosledno uveljavi šengenski režim, torej zakonito stanje. Mejo torej lahko prestopajo samo osebe z veljavnimi in predpisanimi dokumenti. To ne pomeni hermetičnega zapiranja meje. Vsi prosilci za azil, ki so do njega resnično upravičeni, si lahko potrebne dokumente preskrbijo v državah na svoji poti od Turčije do Hrvaške. Slovenski zakoni so obvezujoči tudi za slovensko vlado. Pozivamo jo torej, da preneha z rušenjem osnovnih elementov Evropske unije, šengenskega režima, evra in skupnega evropskega tržišča. Ti so v življenjskem interesu Slovenije in Slovencov, zato jih moramo varovati. Kot največjo svetinjo našemu gospodarstvu zagotavljajo konkurenčnost, prebivalstvu pa zaželjeni življenjski standard. V Slovenski ljudski stranki ostajamo vestno zavezani našim vrednotam in zgodovinskemu cilju neodvisni, demokratični in razviti evropski Sloveniji. Slovenska vlada mora vzpostaviti na šengenski meji zakonito stanje. To od nje mi danes tukaj terjamo. Hvala lepa.